kaj je osnovna vloga moderatorja? Osnovna vloga moderatorja je, da ustvarja varno komunikacijsko okolje, mi temu rečemo v strokovnem jeziku varen prostor, kjer so vsi ljudje lahko slišani, kjer je prostor za prispevek vsakega posameznika. Ponavadi to naredimo na način, da ljudi vprašamo, kaj je za njih izjemno pomembno na nekem takem srečanju, da je upoštevano. Včasih pridejo ven celi stavki, včasih ljudje rečejo, ja, to, da se bomo vmes kaj razgibali, eni rečejo to, da je res spoštljiva komunikacija. In na drugi strani jih vprašamo, kaj pa bodo oni prispevali, da bomo dosegli tiste cilje, da bo skupina dosegla tiste cilje, ki si jih želijo. In to je kot neke vrste zaveza, dogovor o sodelovanju, načela skupnega sodelovanja, na katera se lahko potem skozi moderiran proces kdorkoli sklicuje. To je njegova osnovna naloga. Drugače pa daje strukturo, skrbi za proces, skrbi za tehnične pripomočke in je najboljši takrat, kot je rekla Sophie Clark, kadar vse teče, pa ga ljudje sploh ne opazijo. Okay. Skratka, čeprav razumem, moderator naj bi bil nevtralen do vsebine. Ja, to je morda najbolj zahtevna stvar pri moderiranju, zato ker kadar si ti moderator ali pa moderatorka nekega procesa, takrat se v vsebino ne vpletaš. Tudi če imaš kakšna znanja ali pa karkoli izkušnje z tega področja, ti služiš skupini strokovnjakov, ljudi, ki imajo znanje, izkušnje, ideje, ki bodo tudi potem upeljevali neke spremembe ali bodo zadolženi za prenos v prakso, zato da se v resnici oni ne ukvarjajo z ničemer drugim, kot samo z vsebino. In skrbiš, da proces teče, da je dobra organizacija časa, da so Mance, Matici, Ljudmile, Line, da so vsi vključeni. Vsebino se pa ne vpletaš, nimaš mnenja, nimaš idej, nimaš znanja. Ta del je kar zahteven. Ja. Zveni kar zahteven, pa tudi si predstavljam, da terja kar precejšno mero zaupanja, pravzaprav v skupino. Ja, zaupanje v skupino obojestransko. Zaupanje v smeri tega, da ti kot moderator verjameš, da so v skupini vsi potrebni viri, ki jih potrebujemo za to, da ta skupina doseže cilj. Ti tudi nikoli ne moreš naprej vedeti, kako bo proces šel in ni mogoče vseh stvari predvideti in tudi ni smisel. Tudi če imamo nek načrt, vedno je treba zaupati skupini, da bo izpostavila, prinesla na plano ali pa poglobila določene stvari, ki so za to skupino pomembni. Imam pa jaz eno vprašanje zate. Moderator ne bi bil torej vsebine nevtralen. Mene pa zanima, kaj ti misliš po tvojih izkušnjah, po tvojem vedenju, ali pa čisto tako, če je nekdo zelo dober strokovnjak za neko vsebino in potem deluje kot moderator, ali je to ovira, prednost ali mogoče celo past pri moderiranju? Se pravi, če bi se ti lotil, da moderiraš, pomagaš eni skupini v zvezi z neko temo, ki jo ti zelo dobro poznaš, imaš izkušnje, reference, znanje. Kaj misliš ti o tem? Ja, je to dobro ali slabo? Na kratko bi rekel ja. Ja, to je značilen odgovor. Ja, skratka, na prvi pogled bi rekel, da bi lahko bila prednost, ampak je pa notri ena nevarnost, da smo hitro v tem, da to, kar počnemo, ni več moderiranje. Ja, kaj pa bi potem ti počel, če ne bi moderiral? Predavanje. A bi začel malo pametovati, bi skupini povedal, kako ne oni? Tako je postavil na svoje mesto, ne, to pa ni tako, ampak je drugače. Skratka, ja, je verjetno kar huda past, ja, oziroma nevarnost, neka skušnjava, pravzaprav, da zapadeš v to. Še posebej tisti, ki se identificiramo kot strokovnjaki, kjer je jaz sem ta in sem ustavi poklic. Skratka, tam je najbrž kar težko brzdanje ega, ker je najbrž potreba potem, da povemo, kaj vemo, znamo in tako naprej, tako malo dobro dene. Si pa predstavljam, da lahko iztiri proces, če govorimo o moderiranju. Ja, drži. Zelo se strinjam s tem, ti povem, kako jaz to na nek način rešujem. So bili že primeri, ko sem tudi zavrnila na moderiranje, zato ker me je vsebina tako zanimala, da sem rajši predlagala naročniku, da me povabi na drugo stran.
to pomeni, da sem med udeleženci. Drugače pa potem, ko sem pa že nabrala toliko izkušenj, kilometrine, tudi včasih povem, ne, ker se mi je tudi že zgodilo, da je kdo rekel predavateljica, pa ni imela nič kaj pojma o vsebini. Zame je bil to v resnici kompliment, ker v resnici prvič jaz nisem predavateljica, ne, to vedno na začetku procesa povem, ampak še vedno ljudje pričakujejo, če nekdo pride, da bo tja prišel na dogodek, da bo tam vse stvari razložil, da bo povedal tole pa tole naredite, tako in zadeve bo rešeno. Tukaj je pa odgovornost na udeležencih. Odgovornost je, oni so odgovorni za rezultate tega procesa. Ni to odgovornost moderatorja. Odgovornost moderatorja je, da skrbi res samo za proces. In ja, lahko te povleče, ampak potem, ko je toliko enih izkušenj, pa jaz lahko pri sebi povem, da znam zelo dobro, vem, kater klobuk imam na glavi, jaz temu tako rečem. Ali sem v vlogi izobraževalne trenerke, ali sem v vlogi svetovalke, ker sem pač tudi velikokrat v vlogi svetovalke, podjetniške, takšne, drugačne, ali sem v vlogi mentorice, ali sem v vlogi skupinskega moderatorja, coacha, vem, kater klobuk imam na glavi. In če me že kdaj zelo vlečejo za jezik, kar me udeleženci velikokrat, ker je veliko lažje, da si tam nekdo pove, pa da tebi ni treba razmišljati, čeprav pri meni to ne gre. Ne, jaz sem nadležna, saj ti to veš, a ne? Na dober način. V smislu, da ne, kaj pa ti misliš, kaj pa vi, kako in tako naprej. Skratka, potem rečem, v redu, bom za trenutek stopila iz tiste vloge, zaradi katere sem danes tukaj, pa morda samo podelim z vami eno izkušnjo, če vam bo kaj pomagala. Ampak takrat se tudi fizično premaknem, da na nek način zasidram prostor in potem zopet grem nazaj v moderatorsko vlogo, v kateri nič ne vem, nimam mnenja, ne sodim, ne kritiziram, ne dajem prednost enemu udeležencu ali pa neki skupini ali pa eni struji, pač pa skrbim za sinergijo, za povezovanje, za nadgradnjo in za vse to, za kar sem tam. Tako da ja, to ni enostavno. Ne, res ne. Mislim, sploh se mi zdi zanimiva poteza ta, ne, da ko je bila skušnjava, da bi vstopila v to vlogo, si šla med udeležence, da se to terja kar tako lepo, moraš kar lepo svojega znati ukviriti. Ja, šlo je za en primer, ker me je vsebina tudi res zelo zanimala in sem rekla, da bi bilo mogoče boljše, da bodo še več od mene dobili, če grem na 300 vlogo, pa bi moderiral ta proces na kdo drug. So pa seveda primeri tudi, ko vsebino dobro poznam, ko gre za razne razvojne zgodbe ali pa za strategije, pa tudi vem, kakšna, torej jaz na nek način usmerjam pot, pa tudi bi lahko ponudila kakšno rešitev, ampak to ne bi bila moja rešitev. Pomembno je, da pride iz udeležencev, ker so potem tudi oni motivirani in je to njihovo in prevzamejo za to odgovornost. Ne? Je ta buy-out, kot bi rekli, ne? Se za to zavzamejo. Tako da, ja, te klobuki mi zelo pomagajo. Okay. Ja, to je nek način, kako to konflikt vlog, interesov in tako naslavljati. Ja. Okay. Kaj so pa tvoje dobre predispozicije za moderatorja? Je to kakšna posebna vrsta ljudi? Se rodiš tak ali je to nekaj, kar se da naučiti? Odgovor, ti bi rekel, ja. Odgovor na zadnje vprašanje, ja, seveda se da naučiti. Okay. Da se, bom rekla, izvežba, čeprav tukaj ne gre samo za veščine, gre tudi za naravnanost, o tem bova še govorila. Da bi rekla, da je to kakšna posebna predispozicija ljudi, da bi jaz vedela, da obstaja kakšna posebna rasa, ne. Je pa sigurno ena stvar, prej si omenil zaupanje. In moderator mora vedno v vsakem trenutku imeti res eno tako veliko naravnanost. Karkoli se zgodi, bo v redu. Tudi če bo slon prišel na srečanje, tudi če bo tehnika odpovedala, to so vse izkušnje, ki jih imam, ne mogoče slonom, pač pa z žirafo. Če, ne vem, tistih 5 ljudi, ki so bili ključni, ker poznajo neko temo, pa jih zdaj slučajno ne bo, ker so zboleli ali pa se je nekaj zgodilo, marsikaj se zgodi. Ampak karkoli se zgodi, je prav. In tukaj pomaga, mislim, da je to Eleanor Roosevelt rekla, naredi, kar moraš s tistim, kar imaš ravno tam, kjer si. Torej, vzameš vse, kar proces, skupina, prostor, če hočeš, ali pa hišnik, ki slučajno pride noter ponuditi in iz tega nekaj narediš. In to zaupanje, tako notranje zaupanje, vem, da ima skupina vse odgovore in hkrati zaupanje sebi. Jaz sem tam, da to podpiram, to je tudi na nek način samozavest, pa ne govorim o narcisizmu,
je tisto, ki je v bistvu ključno za uspeh takega dogodka. Jaz potem seveda vedno na koncu poslušam odlična moderatorka in vedno na koncu rečem seveda, jaz sem samo vaš odsev, odlični udeleženci. To je v bistvu način, kjer smo vsi pomembni. Skupina izjemnih strokovnjakov skupaj brez enega dobrega moderatorja ne bi nikoli tega ven dobila, kar lahko. Jaz pa kot moderatorka brez skupine ljudi ali pa kot vodja, ki uporablja veščine moderiranja, nič ne morem. Vsi smo pomembni, vsak član je ključen. V kakih ozirih zveni kar podobno coachingu, ko tudi zaupaš klientu, da bo prišel Drži. S tem, da praviloma pri coachingu so tudi še kakšni malo globlji procesi, pri skupinskem moderiranju, ki bomo lahko rekli, oziroma moderiranju tudi skupinski coaching, ne gremo tako v globino, tudi zato, ker imamo hkrati upravka z veliko skupino ljudi, vendar nagovarjamo ravno tako čustva, nagovarjamo prepričanja, vrednote, vire, ampak ker je skupina ljudi večja, to seveda pomeni manj priložnosti za posameznika, pa vendar, vsak mora imeti besedo. Kakšne so še odlike dobrega moderatorja? To, da res vključuje vse, obstaja tudi en tak pregovor, da ima blazno velika ušesa, da ima par oči na zatilju, da posluša s srcem. Skratka, moraš biti pozoren tudi na to, če se je nekomu zataknil jabolček v grlo, pa zato ne more govoriti, pa rabi kozarec vode. Moderator je tudi tehnični strokovnjak. Jaz kot moderatorka samo se pometam, postavljam mize, fajn je, če znam tudi kaj dobrega narisati, sem se učila tudi grafičnega moderiranja, zato da lahko podpiram proces z vizualizacijo. To so tudi posebne veščine, ki jih je treba vaditi, zato ker to ni zato, da jaz pokažem, da znam lepo risati ali pa lepo pisati, pač pa zato, da ljudje lažje sledijo procesu. Uporaba različnih tehničnih pripomočkov, pa predvsem to, da nima želje, da bi bil v prvem planu. Da se hočeš pokazati, koliko si dober moderator. Ker v resnici manj, kot to hočeš, bolj bo skupina naredila tisto, saj velikokrat na koncu rečejo dobra moderatorka. Dobra moderatorka sem jaz takrat, kadar ima skupina svoj prostor. To pomeni, jaz sem v resnici v ozadju in vse teče. Če me ne opazijo, če me ne pogrešajo, pa vse funkcionira, tudi opazim, tam rabijo flomastre, tam je se enemu stol zlomil, tamle nekdo se je malo zgubil, pa mi drži roko, ko ne ve čisto točno, bi rabil še malo podporo, kaj točno smo mislili z nekim recimo vprašanjem ali pa kaj je zdaj njegova naloga, ko delamo recimo tudi v mizih. Skratka, enkrat mi je en udeleženec pravzaprav na enem usposabljanju, to nas je čez 40, tam okrog 45 nas je bilo, smo se v bistvu učili veščin moderiranja za uporabo v izobraževalnem procesu. In jaz sem kdaj tudi prav spomnim se tega, sedela na mizi, pa sem tako malo z nogami se guncala in je prišel en gospod pa k meni, nekje vmes, 2 dni smo bili skupaj, in rekel, veste, jaz vas opazujem, ne? Tako zgleda, da se vi tukaj fajn zabavate, pa da se imate lušten, ampak jaz vem, da je v zadnji ogromno priprav, pa da skozi vsakem trenutku veste, kaj se dogaja, pa da nadzorujete proces. Sem rekla, hvala lepa, vse, kar ste povedali, drži. Se tudi zabavam, sem sproščena, ampak niti za trenutek v resnici ne počivam. V vsakem trenutku vem, kaj se v vseh kotih sobe dogaja in tudi, če tukaj sedim, tako kot ste rekli, imate občutek, da gledam v prazno, nadzorujem proces in hvala lepa, ja, ure in ure, včasih tudi kakšen mesec priprav na kakšno zelo zahtevno, predvsem vsebinsko srečanje, kar jaz lahko moderiram, moderatorji, dobro usposobljeni moderatorji lahko moderiramo, ni pomembno katero vsebino. Vse pa treba na to seveda pripraviti, da znaš zastaviti pravo vprašanje. Skratka, čeprav razumem, ta gospod je imel dobro izhodišče, da bi tudi on sam bil moderator, zato ker je dobro opazoval. Ja, recimo to, ko si rekel, dobre veščine opazovanja, pa seveda med kompetencami so definitivno načini zastavljanja vprašanj, poznavanja različnih tehnik, metodologij, to so potem stvar treninga. Pa res v tem, da služiš skupini, da želiš tudi ustvariti, ker pomembna naloga moderatorja je, da ustvari eno tako vzdušje, v katerem se vsi prijetno počutijo. Ker če sem sproščena, jaz kot udeleženka, če se počutim varno, če vem, da sem sprejeta v skupini, čeprav sem čisto drugačna, tudi take primere sem imela, imam prav konkreten primer v mislih, to je tista najpomembnejša stvar, ker potem vse stvari na nek način stečejo.
To me zdaj fez zanima. Ne? Skratka, veščine opazovanja in pa tudi recimo grafično moderiranje. A je to nekaj, kar bo program pokrival? To bi me res zanimalo. Ne, grafično moderiranje ne, ker je to čisto pač posebna tehnika. Mi bomo seveda uporabljali tehnike vizualizacije, da bi se pa prav tega učili, ne. Zato morda kdaj v kakšni drugi priložnosti. Ne še, ker tudi to je trening. Mi bomo šli od osnov, s tem, da se boste seveda učili skozi izkušnje. Ampak če si me še vprašal, odlike dobrega moderatorja, parafraziranje in povzemanje, kar si tudi ti že v tem pogovoru nekajkrat odlično počel in to vem, da je že tvoja veščina. Ker na ta način jaz dam sogovorniku zrcalo, da ga res slišim. In ko se nekdo počuti slišan, sprejet in spoštljiv, takrat je tudi pripravljen vse svoje vire dati na plano. Ne? Posebej takrat, kadar imamo konflikte interesov, imamo različne skupine, ki se med sabo nasprotujejo, pa morajo nekaj skupaj doseči. Imamo vodje, pa več vodij, ki vlečejo vsak na svojo stran, recimo, ali pa več deležnikov, ko so različne interesne skupine. Takrat je to še toliko posebej pomembno. In sem tudi že kdaj dobila, zakaj smo mogli na začetku tisto, lahko bi kar takoj prišli na bistvo. Temu se jaz nikoli ne odrečem, če gre za zelo kratko srečanje. Če ni tega varnega prostora, ni nobenih rezultatov in ni preboja. To je it's a must, bi rekli v moderiranju. Najprej odnos, da lahko gre vsebina čez, prej ne niti poskuša z vsebino. Tako. Okay. To me zdaj zelo, zelo zanima, tako da se še bolj veselim. Hvala ti za tokratni pogovor, pa se veselim naslednjega. Kjer bova še kaj več povedala, ne? Tako. Hvala tebi, Matic, za dobro vprašanje. Pa za dobro odgovor. Hvala.